današnja skupščina je absolutno zelo slab signal za delničarje nasploh, sploh za male delničarje, ki so seveda zopet potegnili kratko. Mi smo bili prepričani, da po lanski tako imenovani stopnični skupščini, po odhodu Boška Šrota, ki smo ga dosegli, vendarle to pomeni nov veter in drugačno ravnanje v družbi Pivovarne Laško, in sicer žal se to ni zgodilo, v bistvu se modus operandi nadaljuje, kar nas žalosti, hkrati pa je še vedno pod vprašanjem delovanje nadzornega sveta, vse odtlej, kakor tudi posledično uprave, ki jo je ta imenoval. Nedopustno je, da se ne ugotavlja odgovornosti, tudi drugi sklepi so šli v to smer, da se ne samo ne ugotavlja odgovornosti, pač pa tudi sankcionira se ne še vedno dela nadzornih svetov. To je ena od temeljnih razlogov, zakaj so tako v Pivovarni Laško kot v drugih družbah in skupinah, ki so v podobno nezavidljivem stanju v Republiki Sloveniji, stvari takšne, kot so. Za popolno neodgovornost in mešanje vlog članov uprav, članov nadzornih svetov in lastnikov. To je stanje, ki nas bo pripeljalo v tako klavrne razmere, ki bodo seveda komu omogočile, da bo realiziral svoje interese, kolikor jih že ni s tem, da so družbe v situaciji, v kakršni so se žal znašle. Hkrati pa tisti, ki so povzročili takšno stanje, tudi banke v veliki meri, danes ne omogočajo, da bi se ugotovilo odgovornost in iz tega potegnilo ustrezne sankcije in hkrati vzpostavilo drugačno raven upravljanja družb v Republiki Sloveniji. Zelo smo zaskrbljeni s tem v zvezi v združenju in žal ne moremo reči drugega kot to, da očitno je res interes in dan signal strani vseh pomembnih lastnikov, da se ne mali delničarji in državljani v velikem loku izogibajo kapitalskega trga in čim prej prodajo tisto, kar imajo. Ne morejo sodelovati pri upravljanju družb, niso deležni dividend in tudi ne deležni tega, da bi odgovorni plačali oziroma vsaj bili pripoznani ali raziskani na ustreznih institucijah. Tukaj je bilo na tej skupščini bistveno preveč čustev, tudi prejudiciranja nekih stvari, ki se še niso zgodile. Res pa je, da dogodki iz preteklosti pravzaprav narekujejo izredno previdnost. In v veliki meri je bila ta skupščina pravzaprav odsev tega stanja. Vnaprej prejudicirati, kaj bo Ljubljanska banka strani nekaterih pooblaščencev, je pa seveda zelo težko. Banke so običajno zelo racionalne institucije, včasih mogoče celo preveč, vendar to ne pomeni, da se lahko kar govori, kaj bo banka naredila. Take stvari so dejansko korak stran. To pripisujem tudi vodenju seje strani gospoda Zdolška. On je bil vselej agent velekapitala pri iztisnitvah delničarjev. Tokrat je svojim nekorektnim vodenjem onemogočil argumentirano razpravo pri tej točki in zaradi tega sem jaz v imenu pooblastiteljev bil primoran glasovati proti, kajti onemogočil je, da bi se tudi strani našega strokovnega sodelavca, ne nazadnje bivšega viceguvernerja Banke Slovenije, gospoda magistra Košaka, zastavila vprašanja, odprlo vse tisto, kar smo v okviru združenja locirali kot pomembna vprašanja. To je bilo onemogočeno. On je namreč v tej točki pomemben razlog za to, da takšen predlog sklepa ni dobil možnosti argumentirane razprave in s tem tudi seveda rezultat, kakršen je, ni začudujoč.